Ja, vozilo je v bistvu opremljeno za obravnavo vseh nujnih stanj na terenu. Če gledamo poglavitno opremo, ta se nanaša na oskrbo internističnega oziroma pacienta in pa pacienta, ki je v tako določenem postopku sprav traumatološkega pacienta. Osnovna oprema za oskrbo internističnega pacienta se nahaja v reanimacijskem končku, ki je v bistvu namenjen za oskrbo dihalne poti in pa izvajanje temeljnih postopkov reanimacije oziroma oživljanja. V drugem kovčku imamo zopet vso opremo, ki je potrebna, to je ta kovček, ki je potrebna za oskrbo večjega števila poškodovanih na terenu. Za spremljanje zdravstvenega stanja imamo EKG monitor, ta omogoča tudi defibrilacijo in še nekatere druge postopke oziroma obravnavo. Aparat, ki omogoča oziroma vzpostavlja prosto dihalno pot, kar pomeni, da preprosto povedano diha na mest pacienta, kada pacient ni sposoben samostojno dihati. Potem imamo še črpalke za natančno doziranje terapije in pa druge pripomočke, ki potrebujemo pri svojem delu. Imate tudi kar nekaj predalov, kaj je v njih, kaj se pospravlja, kaj se uporablja? Ja, vsak predal ima v bistvu svoj namen. Tako imamo tu 4 predale. Prvi predal je namenjen za hlajenje infuzijskih tekočin, drugi predal potem ogreva infuzijske tekočine na telesno temperaturo človeka. V tretjem predalu se nahaja v bistvu vse, kar potrebujemo za oskrbo dihalne poti. V četrtem predalu imamo zopet vse, kar potrebujemo za oskrbo prostega venskega dostopa oziroma perifernega venskega dostopa. V nadalju imamo poseben predal, kjer imamo shranjeno vso terapijo. A terapija, kot veste, mora biti varovana, zato je nameščen ključ, da lahko zaklenemo. Nadalje so pa še 2 predala, ki omogočata shranjevanje oziroma uporabo različnih pripomočkov, ki jih potrebujemo v vozilu. Lahko poudarim, da se v tem prostoru nahaja samo tista oprema, ki se dejansko uporablja v vozilu. Vsa ostala oprema, ki se uporablja izven vozila, je zaradi varnostnih aspektov in pa tudi lažje uporabe dostopna iz zunanjosti vozila. Vozilo je popolnoma opremljeno za kakšne situacije, za prometne nesreče, porode, za kaj, če lahko naštejemo? Osnovna oprema oziroma celotna oprema vozila je namenjena tako za obravnavo, se pravi pediatričnih poškodb oziroma pediatričnih nujnih stanj v primeru ginekoloških obolenj, travmatoloških, kot smo že rekli, in pa se pravi internistične obravnave, za obravnavo termičnih stanj, obravnavo toksikoloških stanj in pa seveda nevroloških stanj. Poleg tega lahko tudi obravnavamo še psihične oziroma psihosocialna stanja, kar pa v bistvu ni posebne opreme. Je to kaj več od vozil, ki so bila v preteklosti oziroma od nekoliko starejših vozil? Je to kaj več? Načeloma niti ne. Gre predvsem, da je bistveni poudarek teh vozil na sami varnosti, bistveni poudarek na funkcionalnosti in pa ergonomičnosti in pa sami prijaznosti do okolja oziroma uporabnikov. Mogoče največje novitete so v tem vozilu, se pravi sama ta zajemalna nosila, ki omogočajo izvlačenje oziroma uvlačenje brez resnejšega fizičnega napora zaposlenih. Bistvena noviteta je tudi uporaba tega hladilnega predala, ki smo jih sicer namestili že v prejšnja vozila zaradi novih sodobnih postopkov pri obravnavi pacientov, se pravi z stojem srca. Kaj pa sam računalnik tukaj ga vidimo? Računalnik nam v bistvu omogoča, oziroma to je koncept nove zasnove informacijske tehnologije, ki uporabljamo v reševalni službi. Gre za celosten kompleks, ki omogoča po eni strani uporabo našega sistema, se pravi statusnega sistema in pa obravnavo oziroma uporabo teh poročil o reševalnem prevozu. To je težko na hitro objasniti, v bistvu vsa naša reševalna vozila so neprestano sledena. To pomeni, da v vsakem trenutku vemo, kje se nahajajo in v kakšnem so statusu. Se pravi, ali se vozijo na intervencijo, so na intervenciji, ali se vračajo na intervencije. Do sedaj smo imeli v bistvu ročni vpis podatkov v posebne protokole, z računalniškim sistemom pa bo v bistvu omogočen vpis neposredno v bazo podatkov, ki bo omogočila naknadne analize oziroma ugotavljanje
oziroma omogočalo določene raziskave glede izboljšav. Najlepša hvala. Prosim.